Lep pozdrav vsem. Danes smo zopet tukaj, da se srečamo z zgodbo Svetega pisma in bomo Božji besedi prisluhnili, lahko, če bomo imeli čisto srce. Zato začnimo s klesanjem in s kratko molitvijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil Tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Tako, zdaj pa zmolimo še Oče naš in Zdravo Marijo in prosimo, da bi lahko v tej besedi spoznali Božjo voljo, kot jo je spoznala Marija. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Tako, danes bomo prisluhnili odlomku o tem, kako je šel Jezus nazaj k Očetu, domov v nebesa. Jezus se je 40 dni po stajanju ob različnih priložnostih prikazoval svojim prijateljem. Videli so ga le njegovi učenci, čeprav je bilo ob neki priložnosti zbranih več kot 5000 ljudi. Nobenega dvoma ni bilo, da Jezus živi. Zagotovo ni bil prikazan, kajti njegovi prijatelji so se ga lahko dotaknili in z njim jedli. Toda njegovo telo je bilo spremenjeno. Lahko je vstopil skozi zaprta vrata in se pojavil ter izginil, kadar je hotel. V tem času je Jezus učencem pojasnil mnogo stvari, ki jih niso mogli dojeti, dokler ni umrl. Odkler jim je kakor starozavezne knjige kažejo Mesijo, ki bo trpel in umrl za vse ljudi ter nato stal od mrtvih. Tudi judovski voditelji so pričevali pisma, vendar so v njih iskali le tista mesta, ki so opisovala Mesijo kot kralja. Nekega dni je Jezus govoril učencem na pobočju Olske gore. Ali je zdaj že napočil čas, ko boš kot kralj prijel krono? So ga spraševali polni upanja. Ta dan bo določil Bog, jim je rekel. Vam zdaj zaupam poslanstvo. Odhajam k Očetu in me ne boste več videli, toda ostali boste moje priče tu v Jeruzalemu in po vsem svetu. Učite vse narode in jih krščujte v mojem imenu. Vedno bom z vami po svojem svetem duhu. Počakajte v Jeruzalemu, da vam ga pošljem. Jezus je dvignil roko in jih blagoslovil. V tistem trenutku je bil vzet od njih. Gledali so, kako se dviga v nebo, dokler ga ni zakril oblak. Oni pa so še kar naprej strmeli v nebo. Nenadoma so zagledali ob sebi dva moža v belih oblačilih. Kaj gledate v nebo? Sta jih vprašala. Nekega dne se bo Jezus prav tako vrnil, kakor sta ga zdaj videti iti v nebo. Učenci so se odpravili v Jeruzalem in kakor jim je bil Jezus naročil, so skupaj čakali, da jim pošlje svojega Svetega Duha.
Tako, slišali smo, kako nam evangelist Luka opisuje Jezusov odhod v nebesa. Koliko časa je bil Jezus po vstajenju še med apostoli? 40 dni nekaj takega. 40 dni, ja. 40. dan po vstajenju je pa povabil učence, naj pridejo na goro in tam se je potem poslovil od njih. Kaj jim je, a jim je še kaj naročal? Da ni oznanjajo Božje besede. Ja, pojdite po vsem svetu, učite evangelij vse narode, oziroma vse narode naredite za moje učence in jih krščujte v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in obljubi, jaz bom z vami Vse dni do konca sveta. Ja, Jezus obljubi, grem, ampak ostanem z vami. Na kakšen način ostaje z nami? Ja, prek Svetega Duha. Po Svetem Duhu, ja, zato je rekel, pojdite in molite, prosite za Svetega Duha. Ostaje pa med nami tudi v Evharistiji pod podobo kruha, v lomljenju kruha, to se pravi pri srečanjih, ki jih imamo kristjani, ko obhajamo spomin na zadnjo večerjo, oziroma na Jezusovo daritev in obhajamo skrivnost Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. To je sveta maša, je celotna skrivnost, velikonočna skrivnost. No, tako je Jezus torej po eni strani zapustil ta svet, po drugi strani je pa omogočil, da je na nov način med nami in da je po Svetem Duhu med nami. Ne? No, ko so papežu Janezu Pavlu enkrat predlagali nekateri teologi in to so rekli, zdaj mi imamo toliko praznikov cerkvenih, ki so med tednom. Zapovedani, pa tudi nezapovedani. A ni bi bilo boljše, če bi to vse predstavili na nedeljo, pa bi obhajali te praznike na nedeljo. Kateri so taki prazniki, med tednom praznujemo? To je recimo svetorešno telo, nebohod, potem so še kakšni večji cerkveni prazniki, marini, svetniški in tako, ne. In papež je rekel, Janez Pavel, je rekel, vse lahko predstavimo, ampak v nebohoda pa ne. Pravi, zakaj pa ne? Zakaj ne? Je rekel, zato, ker danes ljudje tako gledamo v zemljo, v ta svet, da bi še na ta praznik gledali, delali, ne, pravi, vsaj na ta dan moramo gledati v nebo. Moramo praznovati, se moramo veseliti, moramo misliti na konec našega življenja, na naš nebohod. Ne? Zato je papež rekel, dajmo se tega zavedati. Kaj je potreba današnjega časa? In tako tudi mi, ko obhajamo praznik Jezusovega nebohoda, mislimo ne samo na Jezusa, ki je šel v nebesa, ampak tudi na našo smrt, naše vstajenje in potem večno življenje. Ali v nebesih, ali pa tudi ne. Ja, večno življenje, ali to so nebesa, ali je še kaj drugega? Nebesa. So nebesa. A je lahko še kaj drugega? Ja, večno življenje je lahko tudi večno prekletstvo. Je tudi večno, ne? Pogubljenje je tudi lahko večno. Ne? Zato moramo gledati, to se pravi, na večno srečo v nebesih, ker Jezus obljublja, kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan. Se pravi, kdor pa ne bo veroval, to pomeni, kaj pomeni, kdor ne bo veroval, kdor ne bo Jezusa sprejel za svojega odrešenika, brez Jezusa ne more nihče v nebesa. Jezus je vrata v nebesa. Jezus je plačal za nas, za naše grehe. Ne? Zato je na tem prehodu iz zemeljskega v večno življenje bo Jezus Kristus in kdor ga sprejme za odrešenika, bo odrešen, kdor ga ne bo, pa ne bo. Kaj recimo vidimo pri dveh razbojnikih, ki sta umirala na Jezusovi desnici pa levici. Eden se je norčeval, Jezus je bil tiho, ni mu odgovarjal. Drugi ga je pa samo prosil, Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo, in kaj Jezus obljubi?
Da, Še še danes. danes. Tako, še danes Danes boš bo z menoj z v menoj. raju. Ne? Evo, samo to je potrebno. Ne? Zato, gledajte, če rečemo, zakaj ali bi hudič, Satan, a bi lahko prišel v nebesa? Ne more, Zakaj ne? zato ker sovraži Boga. Ne more prositi Ne more odpuščanja. prositi, ja. Ja, Ki je preveč zato- egoist, a tako, ne? zato, ker ni tako ponižen, da bi prosil, da bi rekel, smili se me, odpusti mi. Ne? Zato to je tako važno, Napuh. da se človek poniža, da prizna in prosi odpuščanja, kesanje. Ne? Zato tako mi molimo pri vsaki sveti maši, vsako mašo začnemo kristjani s kesanjem. Ne? Mi se ne trkamo, mi smo heroji. Ne? Ne, mi smo grešniki, smo slabotni. Ne? In zato, ko vidimo, kako Jezus odhaja v nebesa, gre k očetu. Pravi, grem, da vam prostor pripravim. In če vam prostor pripravim, vas bom vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Tako, ali lahko že kaj vidimo nebesa? Lahko. Lahko jih Ja. živimo, Ja. Ja. če se imamo radi, če se Tako, razumemo. nebeško kraljestvo, Jezus pravi, je že tukaj med nami. In kaj to pomeni? Če je med nami Bog, če je med nami ljubezen, če je med nami Sveti Duh, so darovi Svetega Duha in potem sadovi Svetega Duha, ki so sadovi Božjega kraljestva. Sadovi Svetega Duha so ljubezen, veselje, potrpežljivost, mir, dobrotljivost, krotkost, samoobvladanje. Ne? To so. In če tako živimo, je Božje kraljestvo že tukaj. Nam ni sploh treba, ne vem kaj, še razmišljati, kako bo v nebesih. Ampak tam bo sigurno še veliko lepše. Ne? Ja, zato se lahko veselimo. Torej, učenci, ko so potem videli, da je Jezus gre v nebesa, a so bili žalostni? Ne, Ne, so bili veseli. veseli so bili. Mi pa, ko eden umre, a smo žalostni? Pa ja. A smo tudi veseli? Ja, ker mi preveč mislimo na to, kaj smo izgubili, ne pa na to, kaj je tisti, ki odhaja, pridobil. Dobil, Ne? Ja. No, zato je važno, kako kristjani gledamo na smrt, na tudi vstajenje in tudi večno življenje. No, še eno vprašanje, kakšna razlika med nebohodom pa nebovzetjem? Ja, Jezus je pač sam dvignil tja v nebovzetje, pa da te nekdo vzame. Tako, ja, nebohod, greš, nebovzetje, te pa nekdo vzame. Kdo je bil že v nebovzet? Marija. Marija, a še kdo? Ne. Ne ve se. S telesom ne vemo, nekateri tudi pravijo, morda tudi Sveti Jožef, ker tudi njegovega groba ni, ne? Pa pravijo, mogoče je pa tudi Svetega Jožefa Jezus vzel v nebesa, ne? A pa so iskali takrat? Verjetno, da so, ne? Gotovo so tudi iskali, potem pozneje, toliko Ja, ja. pozneje, tudi grob Svetega Jožefa, pravijo, da morda je v Jeruzalemu bil, ali pa v Nazaretu pokopan, pa tako. Ampak nebovzetje, pravzaprav smo vsi v nebovzetju, ne? Znamo zdaj to, kako je nebovzetje, eni pravijo, ja, ko bo konec sveta, ampak konec sveta je, ko mi umremo, je konec, za nas konec sveta, ne? Potem, ko smo mi prestopimo v večnost, ni več časa. Ne? In za tistega, ki prestopi v večnost, je pravzaprav že na nek način konec sveta. Ne? Sam tja mora prestopiti, ne? Prestopiti. Verjetno mora biti še kakšno prečiščenje vmes. No, to je pa potem sigurno se pravi, prehod v nebeško kraljestvo stopi lahko samo tisti, ki ima čisto srce oziroma dušo. Se pravi, očiščen, tisti, ki ima svatovsko oblačilo. Ja. To dobimo pri krstu, ampak se umaže z grehom in to se je treba prečistiti. To lahko prečistimo v spovedi, v svetem bolniškem maziljenju, tudi ko trpimo s trpljenjem, tudi ko poslušamo Božjo besedo in tako naprej. Veliko stvari je, ki pomagajo tudi očiščenju, odpustki, ki jih dobimo in tako naprej. Ampak če pa karkoli še, to duša začuti, ko pride v to svetlobo, ko pride pred Boga, ali lahko vstopi, ali še ne more. Ne? In potem
mora pač iti skozi ta proces čiščenja. In tukaj pa sam, torej duša si sama ne more pomagati, lahko mu pa pomagamo mi. Zato je tako važno, da mi molimo, da prosimo tako in delamo pokoro, tudi dobre dela, žrtve za duševicah. Dobro, da ne bomo predolgi, bomo zaključili, zdaj pa še z molitvijo, pesmijo bomo danes zapeli Ti, naša mati ljubljena, si od Boga izvoljena. Ti, naša mati ljubljena, si od Boga izvoljena, ti polna vseh si milosti, zdaj k tebi prihitim. I veš za Betlehem, poznaš ves Nazaret, si doživela Golgoto, pa tudi prazen grob. Ave, ave, ave Marija, prosi, prosi, prosi za nas. Ave, ave, ave Marija, prosi, prosi, prosi za nas, Boga. Ti, naša mati ljubljena, saj vir si vsega upanja in vsi zavetje iščemo in k tebi pridemo. Poznaš skušnjave in skrbi, za plod nas grešnih varuj ti. Toražnica žalosti, mi k tebi kličemo. Ave, ave, ave Marija, prosi, prosi, prosi za nas. Ave, ave, ave Marija, prosi, prosi, prosi za nas, Boga. Zmolimo še sveti angel in sprejmemo blagoslov. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan na strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod z vami In s tvojim duhom. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride nad vas in naj vedno med vami ostane. Amen.